Maribor računa na pomoč države. Slovesnost ob dnevu Slovenske vojske. Kako rešiti projekt Evropske prestolnice mladih? Nogometaši v boj za obstanek med najboljšimi. Pozdravljeni. Današnji dnevnik začenjamo z obiskom predsednice vlade Alenke Bratušek v Mariboru. Bratuškova se je popoldne sestala z županom Andrejem Fištravcem. Pogovarjala sta se o razlogih, zaradi katerih bodo zaprosili za državno pomoč. Razlog visoka brezposelnost, ki v zadnjih 3 mesecih presega 17%. Registrirana brezposelnost je v Mariboru konec februarja znašala že 18,6%, kar je precej več od državnega povprečja. Po obisku na občini je Bratuškova obiskala še dom Danice Vogrinec in center alternativne in avtonomne produkcije. Večkrat sem že dejala, da je potrebno tudi v času gospodarske krize pozornost namenjati pozitivnim spremembam in napredku. In zato pozdravljam dejstvo, da so naši pogovori tekli v smeri oziroma usmerjeni v prihodnost. In povezano s tem bom z veseljem sama in seveda celotna vlada sprejela povabilo župana gospoda Fištravca za uradni vladni obisk Maribora, mislim, da še pred poletjem. Do 22. maja pa bo jasno, ali bodo družbo Aerodrom Maribor le prodali. Stečajni upravitelj Prevent Globala je namreč podpisal pogodbo za prodajo skrivnostnim kupcem, ki mora do omenjenega datuma vplačati 10% kupnine. O letališču sta razpravljala tudi župan in predsednica vlade, konkretni dogovori pa bodo znani do poletnega obiska vlade. Od predsednice vlade ne pričakujemo samo, bi rekel, materinske pomoči, ampak pri tem skušamo biti proaktivni. Povedali smo ji, da vemo, da je pod Trojanami predor, da Trojane več ne delijo Slovenije na 2 dela in smo zato tudi pripravili skupaj v konzorciju, ki je koordinirala Mestna razvojna agencija, niz ukrepov, ki se Mariboru kot nerazvitemu mestu pritiče. Mariborska občina pa ni privolila v skoraj 7 milijonov evrov visoko odškodnino, ki jo zahteva Iskra zaradi neizvajanja pogodbe o radarjih. Kot so zapisali v odgovoru, znesek ni dovolj natančno obrazložen, zato so družbo pozvali, da postavko in obračun obresti konkretneje utemelji. Predlagajo tudi, da ceno opravljenih del določi neodvisna organizacija. 7 milijonov evrov visok zahtevek za poplačilo stroškov dela je previsok, so jasni na občini. Menimo, da je noter neke postavke, ki so neupravičene, recimo postavke za razvoj. Namreč Iskra tega sistema za Maribor ni razvijala po naših podatkih, ampak je preprosto prekopirala neko tujo rešitev in jo prinesla v Maribor. Razen tega tudi nam ni jasno, odkot so si zaračunavali neke obresti. Sicer so se pripravljeni sporazumno pogoditi, a za realno ceno, ki bi jo določila neodvisna organizacija. Počakali bodo tudi odločitev pristojnega sodišča, ki obravnava ničnost pogodbe. Ta bi bila za občino ugodnejša, so prepričani. Sploh ni nujno, da občina karkoli plača, ker je odvisno od ničnostne tožbe. Torej, kako se bo ničnostna tožba iztekla. Kljub temu bo občina morala plačati vsa opravljena dela in material, višino zneska pa bi določilo sodišče. Kmalu naj bi bile znane tudi ugotovitve računskega sodišča. Absolutno ni ugodno, jaz o podrobnostih ne smem govoriti, ker je predlog poročila še tajn, ampak moram povedati, da je poročilo popolnoma negativno za bivšo ekipo. Predsednik uprave Iskre Dušan Šešo, ki je še konec prejšnjega meseca zagrozil skoraj 760 milijonov evrov visoko tožbo, danes odločitve občine ni želel komentirati. Včeraj smo poročali o menjavi vodstva v mariborskih lekarnah. Na čelu podjetja je po novem po sklepu mariborske in še 5 okoliških občin ustanoviteljic zavoda Albin Turk. Glavni razlog za kadrovsko zamenjavo naj bi bila želja po ureditvi razmer v podjetju. Zamenjavo pa se očitno ne strinjajo vsi. Oglasil se je član sveta zavoda, ki opozarja na nepravilnosti pri imenovanju novega direktorja. Po njegovem občine ne morejo imenovati direktorja, saj je to ena od nalog sveta zavoda. Te lahko odločajo o direktorovanju, o poslovodnih načrtih, vsem, kar se dogaja v javnem zavodu. Nikakor pa ne more to na neki dopisni seji odločati nekdo, ki za to ni pristojen. Trdno sem prepričan, da imenovanje novega direktorja za mene ni imenovanje. Kajti na prejšnji seji sveta zavoda
smo imenovali VD direktorico, gospod Vrabičevo, in ta je za mene edina in legitimna direktorica. V vojašnici generala Maistra v Mariboru je danes potekala osrednja slovesnost ob dnevu Slovenske vojske, ki jo je neposredno prenašala tudi naša televizija. Na njej so se spomnili 22-letne zgodovine Slovenske vojske. Ob tem je osrednji govornik Borut Pahor poudaril, da se naša država težko pobira iz krize, kar pa prav nič ne zmanjšuje slavnosti in slovesnosti današnjega dne. Krize in varčevalnih ukrepov sta se sicer v svojih govorih dotaknila tudi minister za obrambo in načelnik generalštaba Slovenske vojske. Tudi osrednjo slovesnost so zaznamovali varčevalni ukrepi. Ne samo, da je bilo okrog 5000 vojakov prvič postavljenih po novi strukturi, po novem je tudi manj poveljstev, birokracije, s prestavitvijo vojakov vojašnice bliže domu, pa so prihranili pri potnih stroških, kar mnogi med njimi podpirajo. Dnevno cirka 2 uri več časa mi ostaja za družino in za ostale hobije. Očitno pa se zatika pri zmanjševanju dodatka za nevarnost pri vojakih na misijah. Morali smo narediti neke mogoče ne najbolj željene ukrepe in tudi jaz si tega ne želim, če me vprašate, vendar gledamo na število vseh pripadnikov, torej skupno število in potem jemljemo tam, kjer je pač mogoče vzeti. S tem naj bi prihranili do 360 000 evrov, a so se še pripravljeni pogajati, pravi minister, ki zagotavlja, da še večjih rezov v obrambni resor ne bo dopuščal. Veste, da sem zagovornik tega, da se bom trudil, da se ta sredstva saj na vojaškem delu ne znižujejo, da je treba pogledati, ali so rezerve kje še na upravnem delu. Da pa varčevanje ne vpliva na našo nacionalno varnost in usposobljenost vojakov, je prepričan njihov vrhovni poveljnik, ki se je vojakom tudi zahvalil, da se varčevanje pri njihovem delu ne kaže. Sem hkrati dolžan razumeti, da se tudi vi sprašujete, kako se bo vse skupaj končalo. Moje mnenje je naslednje. Na koncu bomo uspeli. Pot bo sicer očitno daljša in težja, kot je sprva pričakoval kdorkoli izmed nas. In če bi našo stvarnost in suverenost suspendirali zaradi naše neodločenosti in politične razklanosti, daljše obdobje nobenega praznika ne bi mogli praznovati z enako pokončno moralno držo in ponosom, je še poudaril Pahor, ki je napovedal, da bo odslej za vsak državni praznik pred glavnim vhodom v predsedniško palačo postrojena častna straža garde Slovenske vojske. V Mariboru se je začela že 33. podjetniška konferenca Podi, na kateri se bo v 2 dneh zvrstilo več kot 40 domačih in mednarodnih strokovnjakov, podjetnikov in kar 500 gostov. Vrhunec prvega dne prireditve bo zvečer, ko bodo podelili veliko nagrado Start-up podjetja 2013 oziroma nagrado za najboljše zagonsko podjetje. Laskavi naziv skupaj s kristalnim kipcem, čekom v vrednosti 10 000 evrov in vstopnico za podjetniško usposabljanje bo zmagovalcem podelila srednja govornica, predsednica vlade Alenka Bratušek. Evropska komisija pa je odobrila naložbo za posodobitev odseka železniške proge med Pragerskim in Hodošem v višini 166 milijonov evrov. Skupna vrednost projekta sicer znaša 330 milijonov evrov. Po torkovi objavi četrtletnih poslovnih rezultatov skupine Mercatorja, ki je v tem obdobju ustvarila 8,6 milijona evrov izgube, naj bi prodajalci 53% deleža v družbi začeli nadaljne pogovore s ponudniki za nakup največjega slovenskega trgovca. Kot je znano, sta zavezujoči ponudbi oddala le hrvaški Agrokor in sklad MIT Europa Partners. Uradno sicer ni znano, kakšni sta ponudbi, neuradno pa Agrokor za delnico ponuja 110 evrov in prevzem milijardnega Mercatorjevega dolga, MIT Europa Partners pa zgolj dokapitalizacijo Mercatorja v višini 250 milijonov evrov. Upokojeni brigadir Peter Zupan, ki mu tožilstvo očita prodajanje podatkov v tako imenovani zadevi Patria 2, se je na današnjem naroku izrekel za nedolžnega. Soobtoženi slikar Jure Cekuta na sodišče ni prišel, saj da krivde po obtožbi ne priznava. Obramba je, tako kot v prvem sojenju v zadevi Patria, predlagala izločitev pretežnega dela dokazov. Cekuta in Zupan sta obtožena prodajanja podatkov, ki jih je bila Patria pripravljena plačati, pri tem pa naj bi pridobila med 400 in 500 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi, ocenjuje tožilstvo. Grozi jima do 8 let zapora.
V petek se začenja prvi del akcije Nič šofer, trezna odločitev, ki jo Ministrstvo za zdravje pripravlja skupaj z drugimi institucijami. Z akcijo želijo predvsem zmanjšati tvegano rabo alkohola in število prometnih nesreč pod vplivom alkohola. Do nedelje bodo policisti poostreno nadzorovali promet, poostreno bodo delovale inšpekcijske službe, dejavnosti pa pripravljajo še nevladne organizacije. Potem, ko je bil projekt Evropske prestolnice mladih pred prvomajskimi prazniki začasno ustavljen, saj zanj ni bilo zagotovljeno financiranje, so se danes sestali predstavniki mariborske občine in izvajalci programov, da bi se dogovorili, kako naprej. Z racionalizacijo in posledično manj izvedenimi projekti naj bi Evropska prestolnica mladih v Mariboru vendarle zaživela. Pred ustvarjalci Evropske prestolnice mladih z 52 projekti je zelo nehvaležna naloga, kako vendarle izvesti programe samo polovico predvidenega denarja, pa vendar bo šlo, meni večina. Jaz mislim, da je treba iskati rešitve večplastno in iskati zgodbo, da jo rešimo za dobro mladih. V bistvu je treba počakati, dokler nimaš črno na belem, in dejansko smo zdaj zadovoljni, da se bo premaknilo, da bomo vendarle lahko nekaj naredili. V škripcih bodo predvsem tisti, ki so programe že izvedli v celoti, saj ne bodo prejeli vseh predvidenih sredstev. Kot sem razumel danes na sestanku, se nadaljujejo še pogajanja, tako da bomo videli tekom naslednjih dneh, tekom sestankov, kaj se bo zgodilo, sem pa zaskrbljen. Občina bo za Evropsko prestolnico mladih z rebalansom proračuna zdaj vendarle skušala zagotoviti 450 000 evrov. Zracionalizirati stroške, kjer se to da, predvsem pa poiskati manevrski prostor, da so ti programi še nekako izvedeni v okviru 50% znižanja. Župan Maribora napoveduje ukrepe zoper dosedanje vodstvo pisarne Evropske prestolnice mladih, kjer je delovalo kar 15 ljudi. Zminimalizirali delo pisarne EPM, ki je bilo v svojih, po naši oceni, povsem neracionalno zasnovano in je neprimerno visoko trošilo neobstoječ denar. V samo 3 mesecih so namreč za delovanje pisarne zapravili okoli 160 000 evrov. Baletna šola Konzervatorija za glasbo in balet v Mariboru je pred kratkim predstavila svoje delo v vseh baletnih oddelkih. Na velikem odru mariborskega gledališča pa je prvič zaživela baletna pravljica Čipolino ruskega skladatelja Karena Hačaturjana. Po predlogi ruskega koreografa Henrika Majorova jo je na mariborski oder postavil Aleksandar Lukjanov. Balet Čipolino se dogaja v pravljičnem svetu, kjer v življenju grofov, princev prevzemajo glavne vloge Čipolino, Redkvica, Magnolija, grof Višnja, princ Limona in drugi. Tudi v tej pravljici se spopada dobro z zlim, vmes se splete nežna ljubezenska zgodba. Balet Čipolino je na ruski oder v 70. letih postavil koreograf Henrik Majorov. Eden izmed plesalcev ruske izvedbe baleta je bil tudi Aleksandar Lukjanov, ki je balet tokrat postavil na mariborski oder. Mi smo bili profesionalci ove šole i na to moramo računati, ali ja vjerujem da će Henrik biti zadovoljan. Neću poslati njemu taj CD od premijere u Moskvu, on će biti, ja mislim, da sretan i ponosan. Tokratna predstava na velikem odru mariborskega gledališča je posebna, saj je skoraj v celoti nastala z mladimi baletnimi plesalci. Nekateri med njimi zaključujejo šolanje na Konzervatoriju za glasbo in balet Maribor. Predstava Čipolino je bila za mene prva predstava, v kateri sem odplesala eno izmed glavnih vlog, da sem res celotno predstavo odplesala, ne samo kakšne variacije ali pa tega, tako da je pomenila en velik izziv za mene, tako igralsko kot tehnično. To produkcijo smo speljali kot koprodukcijo z opero in baletom Slovenskega narodnega gledališča in ta predstava, ki se je danes odplesala na velikem odru SNG Maribor, bo v naslednjem letu na repertoarju SNG Maribor. Baletna šola Konzervatorija za glasbo in balet Maribor izobražuje mlade plesalce od plesne pripravnice do 6. razreda baletne šole. Vsi oddelki so se letos predstavili na velikem odru SNG Maribor z baletnimi etudami.
Sedaj pa k športu. V prvi nogometni ligi so se vse tekme, razen med Triglavom in Rudarjem, kjer so z 2-0 zmagali Kranjčani, končale z neodločenimi izidi. Zato so klubi z večine obdržali svoja mesta. Dvoboj bijeta Aluminij in Mura, ki odločata o tem, katera ekipa bo neposredno izpadla v drugo ligo in katera bo šla v dodatne kvalifikacije. Njun obračun se je končal z 2-2. Z neodločenim izidom so Kidričani pred Sobočani ohranili 2 točki prednosti. Igralci Mure so v Kidričevem iz rok izpustili zmago. Večji del dvoboja so bili boljši tekmeci, čeprav je najlepšo priložnost v prvem polčasu zapravil Aluminij. A glavne stvari so se zgodile v drugem delu. Po slabi uri tekme je Rajko Rep z razdalje presenetil vratarja Murka. Nekaj minut kasneje je bila prednost Mure še občutnejša. Po vstopu v igro se je učinkovito ogrel Vedran Vinko. 2 napaki smo naredili, dobili 2 prepoceni gola, ki se ne je smelo zgoditi po začetku drugega polčasa, ki smo ga dobro začeli, ampak na koncu dobre ekipe se vračajo tudi po rezultatih 2-0 in mi smo izenačili. Kidričani so bili dolgo brez idej in priložnosti, nato pa jih je v 87. minuti Gorazd Zajc z izjemnim golom vrnil v igro. Do konca se niso predali in bili nagrajeni še z drugim zadetkom. Svojega 12. v prvenstvu je v 90. minuti prispeval Robert Kureš. Popustila koncentracija, smo dokaj mlada ekipa, mislim, da smo že pri 2-0 mislili, da smo zmagali. Črnobeli so zamudili priložnost, da se prvič po 15. kolu povzpnejo z zadnjega mesta. V zanimivi končnici prvenstva bo imel Aluminij težji razpored, saj ga čakata tudi gostovanji pri Olimpiji in Mariboru. Na mednarodnem teniškem turnirju do 14 in 16 let na igriščih mariborskega železničarja so se v drugem krogu slovenske vrste močno razredčile. Izgubilo je 16 tekmovalcev, napredovanja v tretji krog pa si je zagotovila 7 naših igralcev. Med njimi tudi 5. nosilec v kategoriji do 14 let Jan Vekovec, ki je suvereno 6-0 in 6-1 odpravil Madžara Šogorja. Jutri bo njegov nasprotnik Švicer Sajler, ki je 11. nosilec. Na Ptuju pa so pripravili prvi UNESCO tek mladih. Udeležilo se ga je kar 800 tekačev, od najmlajših iz slovenskih vrtcev do osnovno- in srednješolcev. Z njimi so po ptujskih ulicah tekli znani slovenski športniki v posebnih kategorijah, pa tudi vzgojitelji in učitelji ter mladim s svojim zgledom pokazali, kako pomembno je gibanje za zdravje in življenje. Ob teku pa so organizatorji otrokom, učencem in dijakom želeli predstaviti tudi bogato kulturno dediščino Ptuja. Ideja v bistvu samega prireditve je bila združiti zgodovino, dediščino, zdravje, mladost in ta ideja je prerasla nekako v to, da smo iz malega naredili zelo veliko. Udeležencev preko 800. Učiteljica je rekla, da bi lahko tekla, pa na šolskem krosu sem bila do zdaj vedno dobra med prvimi 3. Zjutraj smo se 0 ure dobivali za učiteljico za športno. In skupaj tekli? Ja. Koliko ste tekli takrat? 600 metrov na stadionu. Danes bo nekoliko več in drugače. Ja, težje bo, ampak bo šlo. Imajo potem večje veselje, ko vidijo učiteljico teči. Tudi sicer tečete? Ja, tečem, ja. Mislim, da je šport način gibanja in če se gibaš, si bolj zdrav, efektiven, vesel, imaš več pozitivne energije. Sicer pa šport tako ali tako združuje ljudi. Policiji v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem pa uspelo prijeti 38 oseb, ki so se organizirano ukvarjali s tihotapljenjem ljudi v države članice Evropske unije. Na Hrvaškem so prijeli 25 oseb z območja Zagreba, Splita in Osijeka. Zagrebški del skupine naj bi v Slovenijo nezakonito prepeljal 40 oseb. Ostajamo še na Hrvaškem. Stavka v Croatia Airlines se nadaljuje tudi danes, saj uprava hrvaške letalske družbe ter sindikata pilotskega in kabinskega osebja na torkovih pogajanjih niso dosegli dogovora o novi kolektivni pogodbi. Odpovedali so 22 poletov, za 26 poletov pa bodo najeli letala ali jim bodo pomagali z letali partnerskih družb. Pri prevozu potnikov sodeluje tudi Adria Airways. Sindikata pilotskega in kabinskega osebja ne želita sprejeti predloga uprave, da bi jim znižali plače za 20%, temveč zahtevajo enake pravice, kot so bile v prejšnji kolektivni pogodbi, ki je potekla marca letos.
Francosko gospodarstvo je drugič po letu 2009 zdrsnilo v recesijo. Bruto domači proizvod je namreč v prvem trimesečju na četrtletni ravni beležil 0,2% padec. Potem se je gospodarstvo za enak odstotek skrčilo že v predhodnem četrtletju. Analitiki so sicer v prvem četrtletju pričakovali 0,1% padec. Najvišji sodni organ v Braziliji je odprl pot za istospolne poroke v Braziliji. Odločil je namreč, da upravne enote istospolnim parom ne smejo zavrniti izdaje dovoljenj za sklenitev zakonske zveze. Zgodovinsko odločitev je sprejel Nacionalni sodni svet, ki nadzoruje sodni sistem v Braziliji in na čelu katerega je predsednik brazilskega vrhovnega sodišča. Brazilija je tako postala tretja in obenem največja latinskoameriška država, ki je dovolila tovrstne poroke. V francoskem Cannesu se začenja 66. mednarodni filmski festival. V konkurenci za Zlato palmo za najboljši film je 20 filmov, med režiserji pa je letos, kljub kritikam, ki jih je bil festival deležen lani, le ena ženska. Festival bo odprl film Veliki Gatsby. Poglejmo še vreme. Jutri bo oblačno, le na severovzhodu dopoldne še deloma jasno. Dež bo zjutraj zajel zahodne kraje, čez dan pa se bo postopno razširil nad večji del Slovenije. Padavine bodo močnejše in pogostejše v zahodni polovici države. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. V soboto bo dokaj sončno, pihal bo jugozahodni veter. Letošnja zofka, ki je na koledarju danes, torej ni upravičila svojega slovesa. Ljudski pregovor ob tem pravi, da če zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti pridani. Upajmo, da ne bo tako. Hvala za pozornost in nasvidenje.